Pozdravljeni in dobrodošli v InnovNation. Sem vaša voditeljica Lynn Plochmajer in hvala, da ste se nam pridružili. Najprej naše glavne novice. Zdaj pa svetovna novost. Izraelski znanstveniki so odkrili, da lahko učinkovina v Viagri prepreči širjenje raka. Pogovarjali smo se z eno od raziskovalk. In iz Izraela k skromni vsoti samo $7 milijard. Triletni izraelski AI startup bi lahko bil prodan za ogromno vsoto, pri čemer naj bi se za nakup zanimal tudi SpaceX Elona Muska. Kitajska, ki je že svetovna velesila na področju inovacij, zdaj svojo tehnološko industrijo spreminja tudi v turistično atrakcijo. Več o tem v nadaljevanju. Začnemo z izjemno novico iz Izraela. Saj so znanstveniki odkrili, da lahko učinkovina v Viagri pomaga preprečiti širjenje raka. Sildenafil, zdravilo, bolj znano pod blagovno znamko Viagra, ki se, kot veste, uporablja za zdravljenje erektilne disfunkcije. Vendar so ga zaradi vpliva na pretok krvi raziskovali tudi pri številnih drugih boleznih. Zdaj so izraelski raziskovalci kot prvi na svetu odkrili popolnoma drugačno možno uporabo tega zdravila. In sicer preprečevanje širjenja rakavih celic v druge dele telesa. Za več informacij mi je v veselje predstaviti dr. Sama Hayek, da ga ne bi zamenjali slavno igralko Salmo Hayek, seveda, a je prav tako pomemben po svojem položaju. Najlepša hvala, dr. Sama Hayek, da ste se mi danes pridružili. Ste ena vodilnih raziskovalk tega izjemnega odkritja. Začnimo torej z naslovom. Viagra lahko prepreči širjenje raka. Je to res tisto, kar je vaše raziskovanje odkrilo? Najprej hvala, da ste me povabili. Drugič, res mi je pomembno pojasniti, da je ta edinstvena študija povezala dva znanstvena sveta. Prvi je eksperimentalno raziskovanje z uporabo rakavih celic in mišjih modelov, kar je našim ključnim sodelavcem z Inštituta Weizmann omogočilo raziskovanje biološkega mehanizma in preverjanje ali zaviranje PDA omejuje metastaze. Drugi del pa je epidemiološka raziskava, kjer smo uporabili podatke iz resničnega sveta, iz Clarity Health Services v Izraelu, ki je največja zdravstvena organizacija v Izraelu, kar nam je omogočilo, da smo preverili, ali je bila Viagra povezan z boljšo preživetveno dobo pri bolnikih z rakom. Ti dve zasnovi odgovarjata na različna, a dopolnjujoča se vprašanja. Zdaj, na vaše edino vprašanje, naše ugotovitve so res zelo obetavne, vendar odgovor zahteva pomembno razlikovanje. V eksperimentalnem delu Viagra je omejila migracijo in metastaziranje rakavih celic v mišjih in človeških modelih raka. V epidemiološkem delu, ki sem ga vodila, analizirali smo klinične podatke iz resničnega sveta in ugotovili bistveno boljše preživetje med bolniki z rakom, ki so uporabljali Viagro 6 mesecev pred diagnozo raka. Ugotovili smo tudi, da obstaja povezava med odzivom in koristjo uporabe Viagre. Eksperimentalni rezultati tako kažejo na protimetastatski učinek v raziskovalnem modelu, medtem ko človeški podatki, torej epidemiološka študija, kažejo dosledno povezavo s preživetjem. Skupaj ponujajo prepričljive dokaze, vendar opazovalne ugotovitve še ne dokazujejo, da Viagra preprečuje metastaze ali izboljšuje preživetje pri bolniku. Zato potrebujemo več kliničnih preizkušanj, ki preučujejo in raziskujejo to povezavo. Kako ste vedeli, kje iskati? Zakaj ste se posebej osredotočili na Viagro? To je res pomembno vprašanje, ki ga postavljate, saj je celotna ideja izvirala iz bioinformatične analize, ki jo je izvedel profesor Ethan Ropin in njegova raziskovalna skupina. Našli so računalniško metodo za prepoznavanje genov, ki bi lahko zavirali napredovanje raka. In eden od genov, ki so jih preučevali, je bil PDE5A, kar je res pomembno in pomaga. In kodira encim, ki ga zavira zdravilo Viagra, to je učinkovina, kot da zavira
stranski učinek, ki je učinkovina v Viagri. Torej, kako potem, če je vaše raziskovanje res tako obetavno, kot pravite, in če je vse preizkušeno, kako bo to vplivalo na zdravljenje raka v prihodnosti? To je res pomembna točka, ker potrebujemo več kliničnih raziskav, da bi preučili povezavo med uporabo Viagre oziroma sildenafila in statinov. Omeniti moramo tudi, da je kombinacija Viagre in statina, kot je pokazala tudi naša analiza, imela še bolj koristen učinek. Torej, za bolnike z rakom potrebujemo nove klinične raziskave, ki vključujejo obe zdravili, in na to moramo oceniti učinkovitost zdravljenja. Temu pravimo preusmeritev uporabe zdravil. Zato moramo izvesti preusmeritev uporabe zdravil za te dve zdravili, da vidimo, ali bosta. S pomočjo klinične raziskave, da vidimo učinkovitost obeh zdravil pri ljudeh, ki so preboleli raka, ali pri bolnikih z rakom. No, vseeno je to neverjetno odkritje in komaj čakam, da slišim, ali se bo res izkazalo tako, kot upamo. Torej, dr. Sama Samahajek, najlepša hvala za vaš čas danes. Hvala. Zdaj pa zamenjajmo temo. Saj se nabiranje pomaranč morda sliši kot eno najpreprostejših opravil v kmetijstvu, vendar je za kmete to milijardni problem. Ocenjuje se, da je trg za obiranje pomaranč in limon vreden približno $1 milijardo na leto, s potencialno poslovno priložnostjo okoli $10 milijard v naslednjem desetletju. Zdaj izraelsko podjetje stavi na to, da bi lahko roboti opravljali obiranje s pomočjo umetne inteligence, računalniškega vida in robotskih rok, ki prepoznajo in poberejo sadje neposredno z drevesa. Za več informacij se mi zdaj pridružuje Izak Mazor, direktor in ustanovitelj podjetja Nanovel. Pozdravljeni, Izak, hvala, ker ste se mi pridružili. Pozdravljeni. To mora biti prava nočna mora za robota, da pobira te pomaranče. Saj, kako ve robot? Kako robot ve, da je sadje zrelo in kje se nahaja? Kako to naredite? No, najprej, on se ne pritožuje. Opravi delo tako, kot je bil naučen. Pravzaprav ga naučimo opravljati delo in mu pomagamo pri tem z ustrezno zasnovo. In dejansko uporabljamo več tehnologij. Ena je umetna inteligenca, seveda. Umetna inteligenca, ki so njegove oči in možgani. Vidi sadje in ga vidi tako, kot je videti v naravi. Zato tudi, če je drevo zelo gosto in močno listano, še vedno lahko svetloba prodre noter. Torej, če lahko svetloba prodre noter, ga lahko tudi mi vidimo. In vidimo sadje, ga kartirali smo njegovo okolje in skrbno načrtujemo, kako se mu približati, kako ga prijeti in kako ga odrezati. Kako se torej primerja s človeškim delavcem? Ne moremo jih res primerjati 1 na 1, primerjamo strošek na kilogram oziroma koliko na koncu plačate za obiranje. In mi smo približno 30% cenejši. Še pomembneje pa je, da smo vedno pripravljeni na delo. Delavci pa niso. Delavci so konkurenca. Veste, njihovo število se zmanjšuje, cene pa rastejo. Robot bo vedno pripravljen na vaš ukaz. To je velika prednost, poleg stroškov, to je tisto, kar pridelovalci iščejo. Je sposobnost načrtovanja in zanašanja na nekaj, kar ni vsak dan izpostavljeno hudi konkurenci. Kaj pa to, da se zdaj osredotočate na agrume, kot so pomaranče? Zakaj prav te vrste sadja? In ali želite oziroma se pripravljate, da bi se podali tudi na druge vrste sadja ali zelenjave? Odgovor je preprosto da. Daljši odgovor je, da so sadje in pomaranče tisto, čemur pravimo nizko viseče sadje. Je veliko, zelo vidno in jih človek težko pobere. Za robote pa je to v redu. Zato je tukaj naš prispevek in vstopna točka najboljša. In seveda kmalu zatem razširimo dejavnost tudi izven citrusov. Izven citrusov na vsak sadež, ki zahteva vrhunsko in zelo previdno rezanje, ter je občutljiv na kakršnekoli poškodbe, ker če poškodujete sadež, je to odpad. Veste, rezultat gre v nič. Torej, to so koščičasto sadje, avokado, mango, vsi bodo postopoma prišli na vrsto. In ste pravkar prejeli evropsko zaupnico? Nam lahko kaj poveste o tem? To je za nas velik dosežek glede na možnosti, veste, 1:50. In mislim, da je bilo to veliko priznanje in potrditev naše tehnologije. Naš pomen za skupnost, naš pomen za pridelovalce in za našo izvedbo stojijo zelo izkušeni ljudje.
Sem resen podjetnik. Zgradil sem podjetje s kapitalsko opremo v polprevodniški industriji. Pravzaprav na zelo drugačnem trgu. Vendar je ta izkušnja še vedno dragocena zato, da zgradimo organizacijo za servisiranje kapitalske opreme po vsem svetu. No, neverjetno je, da ste dobili to zaupanje. Iskrene čestitke. Izak Mazur, direktor in ustanovitelj Nanovila, hvala za vaš čas danes. Kdo pa ni že preklinjal v neskončnih prometnih zastojih v velikem mestu? No, Traffic je morda našel rešitev za občine po vsem svetu. Startup dela na optimizaciji prometnega toka in s tem zmanjšanju onesnaževanja. Več o tem prispevku. V času prometnih konic se mesta ustavijo. V večini večjih mest semaforji še vedno delujejo brez upoštevanja dejanskih prometnih razmer v realnem času. Kako torej lahko optimiziramo cestni promet? Rešitev je morda našel startup No Traffic. Ustanovljen je bil leta 2017. Podjetje je razvilo prvo avtonomno platformo za upravljanje mestnega prometa, ki jo poganja umetna inteligenca. Njegov cilj je v realnem času odpraviti prometne zastoje in narediti ulice varnejše. Razumeli smo, da se promet v zadnjih 100 letih praktično ni bistveno spremenil. In nekaj sprememb je bilo, vendar smo menili, da lahko s pomočjo tehnologije dosežemo velik preboj. In prav to je pripeljalo podjetje s številnimi visokotehnološkimi strokovnjaki, ki pravzaprav niso veliko vedeli o prometu, da smo danes postali eno vodilnih prometnih podjetij. Ona pride do semaforja ob 2 zjutraj. Tam je edina, pa vseeno dobi rdečo luč. Zakaj bi morala dobiti rdečo luč? Po redu, tam ni nikogar. Morala bi dobiti zeleno. Po redu, to je le en majhen primer, kako se lahko izboljšamo. Načelo je preprosto, a zelo učinkovito. Podjetje na semaforje namesti pametne naprave, opremljene s kamerami, radarji in čipi za umetno inteligenco. V nekaj milisekundah sistem zazna vse, kar se premika skozi križišče. Avtomobili, avtobusi, kolesarji in pešci ter se takoj prilagodi toku prometa. Torej, kar počnemo je, da v realnem času opazujemo promet. Medtem ko je danes v večini mest promet urejen na podlagi statističnih časovnih načrtov. Promet opazujemo v realnem času in sprejemamo odločitve v realnem času, glede na to, kakšen promet je v resnici na cesti. Poleg tega ne upravljamo le sistema, ampak dejansko upravljamo platformo. Da vam bom primer iz enega večjih mest v ZDA. Stadion za ameriški nogomet, Monday Night Football, prometni koridor, ki smo ga optimizirali, brez policije. V redu, šlo je samo za optimizacijo, samo za optimizacijsko delo. In promet je bil veliko boljši, kot bi bil, če bi ga usmerjala policija. Občinam sploh ni treba spreminjati svoje obstoječe infrastrukture. Večina mest že ima neko vrsto tehnologije, ki se imenuje tehnologija zaznavanja. Na to preidejo na videotehnologijo, na radarsko tehnologijo, celo na termalne tehnologije. Zdaj celo na lidar tehnologije. Torej, obstajajo različne tehnologije in te so že nameščene. Zdaj pa mi izkoriščamo že nameščena tehnologija, ampak odstranjujemo stare stvari in nameščamo nove. Poglejmo, kako to deluje v praksi. Tukaj imate mesto, to je promet, preden smo prišli tja in potem lahko vidite, kako je bilo 2 tedna kasneje, isti dan, isti čas dneva, isti dan v tednu. Poglejte promet. Prav? Torej, kar vidite tukaj, je, da je cela kolona preprosto izginjala. Mimogrede, tukaj je očitno več avtomobilov kot tukaj, torej več prometa, ki teče gladko. Še ena stvar, ki jo boste opazili tukaj na tej strani, poglejte levi zavoj. V redu. Ker dejansko vidimo, kaj se dogaja, bomo za njih sprostili levi zavijalni pas, da ne bodo imeli takšnih težav. Prav, to je del optimizacije, ki sem vam jo prej pokazal. In rezultati govorijo sami zase. Videli smo, da v mestih, kjer izvajamo optimizacijo, smo v mnogih primerih zmanjšali prometne zastoje za 30 do 50%. Ena bolj zanimivih stvari pa je, da smo pokazali, da za vsak dolar, porabljen za tehnologijo No Traffic, mesto pridobi ekonomsko korist v višini od 75 do 200 dolarjev, kar je odlično za župane, saj lahko izračunajo zmanjšanje zastojev, koliko to prihrani državljanom, emisije, seveda, in izboljšave na področju varnosti. Če je manj nesreč in manj vožnje skozi rdečo luč, potem je tudi manj poškodovanih ljudi. Podjetje je prav tako trdno usmerjeno v prihodnost. Ves čas vidimo, kako se promet razvija. V redu, je vedno več prometa. Vidite vse vrste avtonomnih vozil.
lahko komunicirajo med seboj, zelo dobro se znajo pogovarjati med seboj, vendar nekdo potrebuje pregled od zgoraj. Mimogrede, na vsakem križišču, ki ga postavimo, imamo tudi posebno anteno, ki je zgrajena za prihodnost. Veselimo se vsega, kar prinaša prihodnost, ko bodo avtomobili vozili sami in podobno. Umetna inteligenca še ni odpravila prometa, vendar ga je morda pravkar zavedno upočasnila. Izraelski trg z rabljeno modo raste, vendar nakup in prodaja že nošenih oblačil še vedno pomeni neskončno izmenjavo sporočil, pogajanja in naporna srečanja. Zdaj želi izraelski startup Loopt narediti preprodajo tako enostavno kot naročanje novega izdelka. Z namensko platformo za nakup in prodajo rabljene mode ter vgrajenimi plačili in dostavo v sam postopek. Za več informacij se mi je v studiu pridružila Saša Gnasija, vi ste ustanoviteljica podjetja Loopt. Hvala, ker ste danes z mano. Hvala, Lin, za povabilo. No, Saša, prosim, imamo 60 sekund na voljo. Povejte, prosim, s čim se ukvarja vaše zagonsko podjetje? V redu, torej Loopt ugotovil sem, ko sem bil v Franciji, da rad prodajam svoje oblačila na Vinted. In iskreno, ko sem prišel v Izrael, sem imel veliko oblačil za prodajo. In ni bilo nobene rešitve za to. Torej, koncept Loopt je v bistvu prodaja oblačil, ki jih ne uporabljaš več. Loopt je zelo enostaven. Slikate svoje oblačila, vnesete nekaj informacij in že je v aplikaciji. Ko nekdo to kupi, imate dve možnosti. Lahko samo prodate, lahko jih pošljete v omarico. Torej, ko nekdo kupi v aplikaciji, ji daste omarico in nekdo jih bo prevzel v omarici, ki je najbližje njegovemu domu. Lahko pa izberete tudi prevzem, nekdo pride in jih prevzame pri vas. Tako vam sploh ni treba zapustiti svojega doma. Ampak to še ni vse. V Loopt imamo tudi družbeni del, kjer lahko na primer dodate svoj avatar, dodate svojo fotografijo, sedite ljudem, dodajate prijatelje. Tako da mislim, da je to res aplikacija, kjer lahko tako prodajate svoje oblačila, kot tudi uživate v interakciji z ljudmi in se zabavate. No, kako se potem primerja naprimer z Vinted? Mislim, da vsi poznamo to platformo, ampak pravite, da imate prednost pred Vinted. Ja, najprej v Izraelu ni Vinted, tako da smo zavzeli prostor, kjer ni bilo nikogar. Torej, celoten koncept Loopt ni samo prodaja, kot sem rekel, prodaja oblačil, ampak tudi dodajanje prijateljev, sledenje ljudem in naprimer jutri, ko bodo vplivneži na Loopt, kar se že začenja dogajati, jih lahko preprosto spremljate in kupite njihova oblačila, ki jih ne nosijo več in ker vam je všeč njihov slog. Torej, to je koncept Loopt. Velika razlika je v tem, da imamo res ta družbeni del, ki ga Vinted nima. In kot sem rekel, oni niso v Izraelu, tako da smo preprosto tam, kjer oni niso. In misliš, da je v Izraelu zato velik trg? Ja, ogromen. V Tel Avivu je več kot 100 krajev, ki prodajajo rabljene stvari, kot so vintage trgovine. Torej, zato obstaja velik trg, ampak večinoma je težko najti točno to, kar potrebuješ. Ker je trg z rabljenimi stvarmi zelo poseben. Ko greš v trgovine z rabljenimi oblačili, moraš najti točno to, kar ti je všeč, v pravi velikosti in v svojem slogu. In večinoma je tako, da če ti je kakšno oblačilo všeč, ga ne boš našel v pravi velikosti, naprimer. Tako da to je nekaj, kar Loopt reši, ker ko si na Loopt, lahko preprosto brskaš in iščeš točno tista oblačila, ki jih želiš. In imaš na voljo tisoče oblačil. Medtem ko v majhni trgovini ali na majhnem trgu večine teh nimaš. In misliš, imaš kakšne mednarodne ambicije, če Izrael postane premajhen? Ja, seveda, že se pogovarjamo z nekaterimi trgi, o njih zdaj ne bom govoril, mislim, da je zato še malo prezgodaj, ampak seveda jih imamo. Ampak mislim, da je Izrael že velik trg. Naprimer, lahko vidimo, da je Yashtime v Izraelu zdaj podjetje vredno $1 milijard. Torej, je v Izraelu ogromen trg, obstajajo velike priložnosti, torej ni razloga, da bi že zdaj šli ven iz države. Najprej želim razvijati platformo Loopt v Izraelu, znotraj države. In potem bomo videli, če bomo morali iti na mednarodni trg, kar bi si zelo želel. Želimo vam veliko sreče, Saša Ignacija, ustanoviteljica Loopt. Hvala za vaš čas danes. Najlepša hvala. Zdaj bi lahko skoraj 3 leta star izraelski zagonski podjetje na področju umetne inteligence bilo tik pred večmilijardnim prevzemom. In med podjetji, ki se borijo za njegov nakup, je morda tudi SpaceX Elona Muska. Descartes, ki se specializira za videoposnetke ustvarjene z umetno inteligenco v realnem času, naj bi bila tik pred dogovorom v vrednosti do $7 milijard. Poroča Nataša Kerčak. Elon Musk naj bi bil v pogovorih za nakup izraelskega zagonskega podjetja, ki je staro komaj 3 leta. Verjeli ali ne, približno $7 milijard. In če bo ta posel sklenjen, bi to lahko bil zelo pomemben trenutek za izraelsko industrijo umetne inteligence. Podjetje se imenuje Descartes. In to, kar razvijajo, je res neverjetno. Razvijajo modele umetne inteligence, ki lahko ustvarjajo videoposnetke v realnem času.
To pomeni, da umetna inteligenca namesto ustvarjanja videa, na katerega bi morali čakati, da se izriše, tehnologija Descartesa lahko skoraj takoj ustvari video in se nanj odzove, ko z njim komunicirate. Njihova tehnologija lahko celo ustvari celotne interaktivne svetove. In prav to je očitno pritegnilo pozornost Elona Muska, saj milijarder podjetje Descartes spremlja že od leta 2024. Ko so lansirali Oasis, ki je v bistvu videoigra, ki jo poganja umetna inteligenca in v realnem času ustvarja svet igre. Od takrat dalje sta Elon Musk in izvršni direktor Descartesa, Dean Leitersdorf, sta po poročanju ostala v rednem stiku. A glavna prednost podjetja Descartes v resnici ni igranje iger. Podjetje trdi, da lahko njihova tehnologija ustvari AI video z bistveno manj računske moči kot konkurenčni modeli. In to je izjemno pomembno v svetu umetne inteligence, saj ustvarjanje videa zahteva ogromno računske moči. In presenečenje, računska moč je draga. Zdaj je Descartes v naprednih pogovorih, da ga prevzame veliko mednarodno tehnološko podjetje. In tukaj postane zanimivo. Podjetje je dejansko pogajalo z Nvidia, vendar ravno ko so bila ta pogajanja blizu dogovora, naj bi prišel še en tehnološki velikan z večjo ponudbo. In ustanovitelji podjetja Descartes so se odločili za novega ponudnika. Torej, kdo je to? Več virov verjame, da bi lahko bila za ponudbo Elon Muskova SpaceX. Noro je, da je bil Descartes ustanovljen šele septembra 2023. Ima približno 100 zaposlenih in pred samo 3 meseci je zbral $300 milijonov pri vrednotenju $4 milijard. In zdaj bi ga lahko prodali za skoraj 2-krat toliko. Za vlagatelje je to seveda ogromen donos. In če je SpaceX kupec, potem je tu še ena pomembna posledica za Izrael. SpaceX bi lahko vzpostavil svoj prvi raziskovalno-razvojni center v Tel Avivu, pri čemer bi uporabil Descartes kot svojo bazo. To je bila Nataša Kirčik. Kitajska pa seveda postaja več kot le destinacija za ogled znamenitosti. To poletje turisti množično prihajajo v državo, da bi okusili prihodnost z roboti, dronskimi predstavami, umetno inteligenco in hitrimi vlaki. Tehnologija ni več le del potovanja, postaja sama destinacija. O tem poroča Emily Francis. China Maxing je nov spletni trend, ki sledi prejšnjim viralnim potovalnim trendom, kot sta China Travel in China Cool. Ker si vedno več mednarodnih obiskovalcev želi doživeti Kitajsko onkraj običajnih turističnih točk. In tehnologija postaja vse bolj del njihovega načrta poti. Na razstavi robotike v Pekingu si lahko turisti od blizu ogledajo humanoidne robote, ki pripravljajo vse od kave, obračajo palačinke, plešejo in celo pišejo kitajsko kaligrafijo. Zelo zabavno se mi zdi. Mislim, da je neverjetno, da je Kitajska razvila tako izjemno tehnologijo. Pri nas v Mehiki nimamo toliko robotov, zato mislim, da mi je to spremenilo pogled na to, kako lahko tehnologija v prihodnosti spremeni svet. In nekateri turisti gredo še korak dlje in obiskujejo tovarne, da bi videli, kako je tehnologija dejansko narejena. V tovarni električnih vozil Xiaomi v Pekingu stotine robotov opravljajo natančna opravila vzdolž proizvodne linije. Videli bi lahko veliko zanimivih stvari, ki jih morda doma ne bi mogli videti, kar zadeva prefinjenost in verjetno predvsem obseg. Mislim, da bi bila velikost in raven napredka res osupljiva. Toda izkušnja z visoko tehnologijo se ne konča na proizvodnem prostoru. Turisti se vozijo s hitrimi vlaki med mesti, uporabljajo večjezične vodnike z umetno inteligenco na slikovitih lokacijah in si v Shenzhenu ogledujejo ogromne svetlobne predstave z droni. Priročne stvari, kot so te, zaradi katerih je Kitajska zelo cool in je potovanje po Kitajski zelo cool. Obenem obiskovalci iščejo bolj praktične kulturne izkušnje, od nabiranja čajnih listov v Henanu do raziskovanja zgodovinskih kitajskih mest in nakupovanja najnovejših tehnoloških izdelkov. In številke kažejo, da se zanimanje spreminja v resnična potovanja. Saj je Kitajska v prvi polovici letošnjega leta sprejela skoraj 23 milijonov tujih obiskovalcev, kar je več kot 20% več kot v enakem obdobju lani. Tudi poraba turistov iz tujine je močno narasla, saj je bila od junija zabeležena 72,9% letna rast. Kitajna politika brezviznega režima omogoča lažji prihod tja. Potovalne agencije pravijo, da si obiskovalci vse pogosteje želijo, da bi bila tehnologija vključena neposredno v njihove izlete. Vključno s podjetji za robote in proizvajalci dronov, izkušnje z avtonomno vožnjo in celo dostavo z droni na kitajskem zidu. To je nova vrsta turizma, kjer je destinacija sama po sebi razstava tehnologije.
Kitajska. Kakšen kraj? Je to ptica? Je to letalo? Ne, ni nobeno od tega. To je robot, ki lahko leti po zraku in plava pod vodo. Robot, ki so ga zasnovali na MIT-ju, je bil navdihnjen s potapljaškimi pticami, kot so viharmiki in mormoni. Robot pa za gibanje po zraku in vodi uporablja svoja krila. Stane le $300 in lahko leti s hitrostjo več kot 13 milj na uro in plava skoraj 2,2 milje na uro. 5 robotov bi lahko avtonomno letelo po določenih poteh, preden bi se potopili pod vodo, za opazovanje divjih živali ali zbiranje vzorcev iz strupenih cveten alg, vulkanskih jezer ali celo na območjih v bližini ledenih gor. Po prvem preboju pa laboratorij zdaj išče sredstva za nadaljnji razvoj robotov. In to je vse, za kar imamo danes čas. Sem vaša voditeljica Lynn Klauchmajer. Oddaja gre na dvotedenske poletne počitnice, zato vas bom z veseljem ponovno pozdravila septembra. Uživajte v zadnjih trenutkih poletja, kjerkoli že ste. Hvala, ker ste nas spremljali. Zelo kmalu se spet vidimo tukaj na i24 News.